Slabo vreme vsem, ki so se zbrali na letošnji simbolni trgatvi na Blejskem gradu, ni moglo pokvariti dobre volje. Gostitelji, trgači iz Malečnika in člani Društva ljubiteljev potomk Stare trte Mladovita so naravi navkljub poskrbeli, da je tradicionalna trgatev potekala tako, kot se za potomko najstarejše trte na svetu spodobi. Po celem svetu gre svoj glas. Kupice zdaj dvignimo, spoštljivo in nazdravimo, spoštljivo in nazdravimo, s kozarci trčimo. Kupice zdaj dvignimo. Na Blejskem gradu so cepič 450 let stare trte z Lenta posadili leta 2011 ob 1000-letnici gradu. Od takrat, čeprav v zahtevnih pogojih, odlično uspeva. To je resnično ena posebnost, ko sem pred leti raziskovala, kaj bi bilo zelo posebnega glede naše trte, sem potem ugotovila, ko sem brala, kam vse je bila potomka Stare trte že podarjena, se pravi in v Slovenijo in po Evropi, sem ugotovila, da na nadmorski višini raste pa na najvišji uspeva na Blejskem gradu. Tako da se mi zdi to vseeno ena zanimiva informacija, zanimiv podatek in da smo lahko ponosni, da jo imamo. Ker kot vidite je pa res izredno lepa, tudi grozdje je dobro, zato ga radi pojedo tudi kakšne živali, kakšni, bom rekla, skrivni prebivalci Blejskega gradu. Na srečanje nagrad so člani Društva ljubiteljev potomk Stare trte Mladovita prinesli grozdje z 26 cepičev Stare trte. Nagrado so jih stisnili skupaj z grozdjem grajske trte. To Društvo Mladovita je nastalo v vasi Zalošče na Primorskem pred cirka 15 leti in smo se nekako ustanovili, da malček obeležimo način pridelave iz teh potomk najstarejše trte iz Maribora. Se pravi, trenutno smo verjetno edini, ki se s tem ukvarjamo. Mislim, da smo na dobri poti v tej smislu, da promoviramo tudi Slovenijo, po Sloveniji in na zunaj. So pa večina v tem društvu ljubitelji žlahtne kapljice, pa tudi vina samega. In vezani smo bolj po prijateljskim. Se pravi, to nas nekaj spaja skupaj, tako da se imamo en dan v letu lepo. Ampak ni samo edinih več. Trte Mladovite so posajene na posebnih elitnih mestih, ločeno od vinogradov, da ne pride do mešanja z drugimi vrstami. Grozdje z njih je povsem ekološko pridelano in tudi v kleteh ločeno od ostalega. Vsako leto na ta način člani društva pridelajo od 60 do 80 kg grozdja in naredijo od 50 do 60 litrov vina. 2 leti ni bilo javno, normalno, da so tudi grozdje potrgali, ampak letos 11. leto proslavljamo 10. obletnico. Ampak kaj to v življenju ne, te trte čez 400 let ni velika stvar. Za nas pa je velika stvar. Ker je to trta krašča na najvišjem, sploh kjerkoli je bila zasajena, nisem cepič, da tukaj nam misli, da je 603 metrov, da so 603 metri tle gor in raste v bistvu skale. In ko smo jo posadili, nas je bilo skoraj strah, a bo preživela nav. Živi enkratno, živi in se razvija. Danes si težko predstavljamo Bled kot rodovitno pokrajino, krajevna imena pa pričajo, da je tu nekoč rasla trta. Vino z nje pa je bilo menda celo tako dobro, da so ga v Brixnu, kjer so bili doma gospodarji Blejskega gradu, imeli za mašno vino. Ja, letošnja je pa že taka jubilejna, na ta jubilej smo vsi ponosni, ker tudi nam pomeni, da dobro skrbimo za to trto in da se je tudi trta na Blejskem gradu udomačila. Kot smo slišali že prej, ob saditvi, so ugotovili, da pogoji niso ravno idealni, ampak očitno je ta ljubezen naša, kar skrb zanjo daje eno posebno energijo, tako da vidimo, da kar dobro napreduje. Grajsko trgatev so s pesmijo požlahtnili pevci moškega pevskega zbora Malečnik. Gostje so poskusili tudi vino lanske letine Mladovite, ob pokušanju domačih dobrot pa ugotovili, da se na Blejskem gradu za grajsko trto lepo skrbi.